Na Švedskem je druga polovica zime res nekaj posebnega. Sonce je vedno višje, zato dolgi temačni popoldnevi postajajo del preteklosti, na obrazu pa je že mogoče začutiti toploto nežnih sončnih žarkov. Sneg je trd in zaledenel, njegova povrhnjica pa se svetlika kot nešteto drobnih kristalčkov, ki pod čevlji rahlo zaškripajo ob vsakem koraku. Jutra so še vedno ledena in bistra, zrak pa je tako čist, da ima skoraj okus po mrazu in tišini. Zima še ne popušča, a njen objem ni več tako oster in neizprosen. Z razlogom to obdobje velja za enega najlepših delov leta. Nekje v drugi polovici februarja se zdi, kot da se tudi Švedi prebudijo iz dolgega zimskega spanja. Nenadoma se na ledenih jezerih pojavijo ribiči, v gozdovih pa vijugajo sledi motornih sani. Tudi mi smo izkoristili ta svetov del zime in si privoščili daljši sprehod. V skoraj -20 stopinjah smo se podali na celodnevni pohod, vmes pa smo na otočku sredi jezera spekli kosilo. Danes nas čaka malo daljši pohod. Zamislili smo si iti najprej po gozdu, po stezi za motorne sani. En del te steze je prehoden tudi poleti, en del pa ne, zaradi tega, ker gre čez močvirje, tako da je edino po zimi peš prehoden, ko je vse skupaj zamrznjen in se da dejansko čez hoditi. Poleti nismo še probali, mogoče bi se s kakšnimi visokimi škornji celo dali. Bomo probali naslednje poletje. Tako da je to prvi del poti, pol se bomo spustili na eno zaledenelo jezero, tam nekje imamo namen imeti piknik, pa prek enega drugega jezera, čez hrib na drugo stran, na drugo jezero in prek tistega jezera pol nazaj domov. Tako da nas čaka kar nekaj kilometrov, vreme je bilo pa cel dan lepo pa hladno, tako da upamo, da ne zmrznemo. No, takole izgleda pa pot po snežnih treksih, treksih od snežnih sani. Ful je dober zdaj, ta druga polovica zime je precej bolj enostavna za hoditi kot prva, ker se sneg do določene mere že predela, tako da se ful ne udira toliko kakor na začetku. In precej večje razdalje lahko pol prehodiš v krajšem času. Šnovka pa tudi uživa. Takole izgleda zdaj skozi gozd tale steza za motorne sani. Zaradi takalih delov je pa poleti neprehodno. So naj opozorili, da bolj kot ne gre. Sicer zdajle tlele ne izgleda to grozen, izgleda čisto malo en potoček, ampak tukaj je poleti zelo močvirnat. Zdajle pa v redu, zdaj se da pa lepo skozi. Led je dosti trden, tako da ni nobene panike. Je pa drugače res ful lepo. Res lepi gozdovi, čisti in zasneženi. Kaj praviš, Nastja? Ja, in zelo sončno vreme in res ful lepo. Ful sva zadovoljna, da živiva tukaj. Evo naša četica koraka
Evo, tole je zamrznjena reka. Če bomo zelo tih, se sliši, da teče. Evo, pa smo prišli do jezera. Wow. Zdaj smo se spustili dol. Zdaj pa po jezeru do ungale otočka tam. Slabo se ga vidi, ampak tale otoček, tle je otoček. Zgleda, da je del obale, ampak v resnici je otok. Tako da po jezeru zdaj do tja ni glih most, upamo pa, da je trden, kakor skala kamen kost, ali kako že gre una otroška. Si zadovoljna? A šibaš? Šnafki? A uživaš? Pokaž malo, kako imaš zamrznjene brke. Nočeš? A te je malo sram. Šnafka? Ja. Zamrznjena si, a? Evo, fanta bosta klopco prinesla, ker je drugače tam malo bolj v gozdu, pa bi radi bili na soncu. Tako da bomo tlele na nabrežju tega otočka. Tokrat malo golfamo, pa smo prinesli ene stare deske, da bo zatrske, da bo malo lažji za kurt. Švedi zelo neradi uporabljajo razna netiva, kakšne une kocke za zakurt ali pa kaj takega. Nimajo preveč radi in najbolj pogosto zakurijo tudi v kaminu, ker zljubijo od breze, ker zelo je vnetljivo. Ampak je treba paziti, če nimaš svojih drv brezovih, od koder bi vzel. Lahko vzameš od živega drevesa, ampak je treba res tako samo to povrhnico dol, preden prideš noter do globokega, največ toliko lahko dol vzameš. Če ne odmre, ne odmre zares, ampak ga res v živo zarežeš, kar ni dobro. Z te strani bo malo lažje ga dobiti tako dol. Zdaj moramo to nabrati, pa lahko zakurimo. Danes ne bomo delali hrenovk, niti tenstnega krompirja. Danes so na sporedu toasti. Pred kratkim smo kupila tale toaster, lito železni. Zdaj bomo dali prvi toast not. Zakaj je ta toaster malo poseben, boste pa pol videli, ko bo toast narejen. Ker dajmo, ne? Tole. Zdaj pa enih 5 minut počakamo, pa bo pečen. Evo, kupila sva toaster z motivom losa. Če bi bil bel toast, si bi malo boljš videli, ta je malo polnozrnat, tako da
ni tako lepo, ampak še vedno bo bolj tekno zaradi tega motiva. Evo, tole je naša pojedina, tale losi toast, pa čaj iz termovke, pa še tale keks švedski, ki je čokoladen, ker precej dober, pa sploh je praktičen po zimi, ker ni čokolada, ampak je v resnici taka čokoladna napolitanka, tako da tudi ko je zelo mrzlo, je še vedno za pojest, ni leden. Tako da dejansko je keks. Ja, dejansko prav ta prav keks. Čaj pa še malo s snegom hladiva, ker sva čist mrzlega, čist vrelega not v termovko dala, tako da je dejansko malo prevroč za piti. Evo, zdaj gremo čez gozd, da pridemo do drugega jezera, pa bomo šli pa čez jezero nazaj domov. Tlele po gozdu je kar veliko snega in je kar naporno hoditi, ker ni nič steptan, noben še ni šel pred nami, ampak ja, dejansko ga je veliko. Tako da Onka je prvi dela gas in se najbolj namatra, ostali se pa malo šlepamo. Evo, zdaj pa še po temle našem jezeru nazaj domov. Takele razpoke ratujejo na jezeru, res konkretne. Res jih je zanimivo gledati, kako se narine ta led. Home sweet home. Smo doma, bil je res ful lep dan, sploh ni bilo napovedano tako lepo vreme, ampak je bilo res neverjetno lepo in ful smo uživali. Naredili smo skoraj 10 kilometrov, imeli smo piknik vmes, tako da smo bili res cel dan zunaj in bilo je res fajn. Fajn je pa tudi priti nazaj domov na toplo, ob kamin, s kavo, tako da zdaj bova se lepo na kavč vrgla in malo brala, malo spala in se odpočila od napornega in dolgega dne, ampak zelo prijetnega. Tako da hvala, da ste spremljali ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.